Visoko nad Bohinjskim jezerom skupinica mladostnikov to poletje preživlja malo drugače. Preprosti so, smejoči in zdravega videza. Matevšik še nima 15. Ne, nima. 13. Pa vidve? Jaz sem 15. Jaz pa 21. To, kar počnejo v planini, kot se pravilno reče, bi bilo pred 100 ali 200 leti nekaj čisto normalnega. Celo nekaj takega, za kar so se mladiniči in mladenke nekdaj željno potegovali. No, danes pa s tem, kako so se namenili preživeti to poletje, rahlo odstopajo od povprečja. Tale je liska, ta je murka, ona je pa slon. Liska, murka in slon so, da smo si takoj na jasnem, krave. Precej samosvoja, mukajoča in zvončkljava trojica izmed 25 bohinjskih molznic. Zanje v poletnih mesecih Veronika, Pika in Matevž skrbijo na planini Krstenica. Pravijo si Majer in Majerici. Glavna majerca je Veronika. A ne le to, povsem sami pridelujejo tudi sir. V bistvu dobrega okusa je narediti se ga s težkim delom. Veliko truda to ložiš, da se sploh naredi. Zgoraj v planini bodo preživeli 80 dni, junaki Žila Verna so v toliko dneh obkrožili svet, oni pa bodo proizvajali sir. Tono tega do jeseni. In tudi to bo eno krasno potovanje. Greste z mano tja gor? Do planine Krstenica nad Bohinjem najpreprosteje pridete s parkirišča pri planini Blato. Neoznačen kolovoz se ponekod po strmini meri s planiško velikanko. In takoj opaziš, da je ta planina daleč od obleganih planinskih magistral. Najbrž poznate tisti občutek, ko se na poti na hrib eden za drugim počasi izklopijo. Zvok pohodnih palic, zvok korakanja, še lastna sapa in potem, ko se ozrete naokrog, nastane nenadna čudna tišina, iz katere se polagoma osvobajajo. Šum rčesa, pa kakšen ptič zleti in vse tako tiho, da človek sliši skoraj da mravlje na bližnjem mravljišču. Ej, slište? To ja, to. Tu ali tam zapoje motorna žaga, iz gozdov intenzivno odstranjujejo škodo, ki jo je lani po zimi povzročil snegolom. Zdaj pa po drevesih rovari še lubader. Lubader je to takoli načel, kar precej načel tukajšnje gozdove. In marsikakšna smreka, visoka, vitka, lepotica mu je podlegla. Tudi tale. Koliko si stara? 1, 2, 3. Po dobri uri hoje in dobrih 500 višinskih metrih višje. Tole pa ni bilo preveč težko. Za mano je približno ura hoje, srednje zadihane. Prečkala sem nešteto magistralk, ki so jo čez tole planinsko pot izklesale mravlje, zdaj pa na vrhu prav prijetno pihlja. Ja, in sumim, da se mi bodo vsak hip pokazali obrisi planinskih in pastirskih koč, pa tudi kakšen lepši razgled. Pa da vidimo. Planina Krstenica leži 1670 metrov nad morjem na stičišču gozdnatega in travnatega visokogorskega sveta. Po moje je to. Na hitro preštejem približno 10 hišk. Glavna med njimi je sirarna, odkoder se slišijo glasovi. Dober dan. Živjo. Jaz sem Maja. Lep pozdrav. Matevž? V sirarni so ravnokar končevali pripravo sira iz svežega mleka. Še Veronika pa? Pika. Pika pa Matevž, okej, v redu. Veronika prevzame. Ja, zdaj bo tale sir en dan tukaj le pod stiskalnico, pol ga bomo pa jutri zjutraj ven vzeli in se na ves sir nariše, slikce napiše, kar je treba. Pol gre pa za en dan na polico, pol pa po enem dnevu z police gre še za en dan v slano vodo, pol se pa začne zorenje po enem dnevu v slani vodi. Kako dolgo pa traja zorenje? Ja, tam nekje 14 dni, 3 tedne je pol, da je tako okusen, kot je treba. Sir je bil v kalupih, že zrak okoli je bil poln vonja po njem. Zraven pa je na to Matevž že pripravljal vse potrebno za skuto.
Ja, trenutno jaz nalagam zdaj tukaj na ogenj, da se bo skuhala skuta. Približno 1 uro se kuha tam okoli. Pojo pa ven vzamemo, pa damo noter v to riča, da se sirotka ven stadi. Veronika je delo prevzela od stare tete Cilke, ki je bila predtem dolga leta v planini Majerca in sirarka v eni osebi. V planini se sir skoraj neprekinjeno prideluje že več stoletij. Spada pod srenjsko skupnost Češnice. Včasih so majarila predvsem neporočena dekleta, pozneje tako imenovane tete, ki so ostajale doma. Marsikdo ve povedati, da je bilo ravno planinsko življenje zaznamovano tudi s prvimi zaljubljenostmi. Ja, v bistvu mi smo že od malega, že od tega 5. 6. leta smo tukaj čez poletje prišli pomagati, tako da če mi ne bi imeli ne take volje, pa tega ritma, kot smo ga imeli že kot majhni, ne vem, če bi bili še tukaj le gore, pa bi se za to odločili. Pa je bila to stroga vzgoja? Ste imeli sploh izbiro kot majhni? Ja, v bistvu bolj ne, ampak nam danes ni žal. Zato, ker smo dobili te delovne navade, pa takole malo smo ven iz tega sveta, kaj dol, tele računalniki, igrice, internet. Malo smo odmaknjeni, pa je tudi to v redu. Ja, imamo zbistrene misli. Z Veroniko se nato podava ven iz sirarne. Na ganku visijo oprane bele rjuhe, s katerimi tu ali tam zapleše veter. Daleč stran se nad razpotegnjeno verigo gora na jugu rečijo oblaki. Ja, v bistvu se vidi vsa tale veriga spodnjih bohinjskih gora, od Črne prsti naprej, do Vogla, Šije, pa vse do Krna. Kaj pa na drugi strani, ker so tudi, ne, če pogledamo pa proti zahodu, ne, so pa tudi hribi. Ja, klele bližnje hribe ogradi, zraven se vidi Kanjavc, Hribarce, Mali stok, Veliki stok. Tudi tam gori imajo letos muhasto vreme. Julij je bil redno premočen. So pa tudi dosti hude nevihte tukaj, zato ker je tukaj okoli dosti železove rude in zelo velikrat tudi klele okrog nas streska. Smo kar izpostavljeni. A res? Mislim, a je že strela udarila kdaj v vašo bližino? Ja, lansko let smo bili v hlevu, smo vozili krave, je zraven udarila. Kako je bilo? Ja, ni bilo hujših posledic. Mene so malo pelali na opazovanje, ampak ni bilo nič veliko narobe. Pogovor o strelah prebode kravji zvonec. V kader se počasi primaje lepo rasla, rjava lisasta žival, ki je sledita še 2. In tu pobudo prevzame Pika. Pejte, no. Ja, to so ti 3, ki ponad grejo dol v dolino, ja. Pobegla samo svoja in muhasta trojka. Ja. Ja, tu res lahko samo gledaš, da gre taka krava tam gor, tako da ja, zmorejo. Prave hribolaske. Ja, so. Ko se nam 2 približujeta. Ja. Kako je lepa, bela po glavi, take zašiljene rogove ima, z ušesi ves čas pahljak. In na prvi pogled zgleda taka sila, kot en plišasti medvedek je, ne? Ja, je toplo, ne? Ker je živo bitje, ima veliko srce, tudi krava tudi je tako velika in nežna žival. Ni tako okorna žival, pa tako, kot jo predstavljajo drugi, imajo tudi nežno srce in res. Kadar se na planini Krstenica ne ukvarjajo s kravami in pridelavo sira, skrbijo za planino. Treba je postriči zaraslo grmičevje, pravi Matevž. Če to damo naprej delano, to se bo vse zaraslo. Sami si kuhamo, peremo oblačila, spečemo tudi kruh, pove Pika, ki v vodi ravno odtaja mleto meso. Kmalu bo zadišalo. A najlepše je tam vedno dišalo ob jutrih, ko je kuhala še teta Cilka. Ja, kot majhni smo imeli tukaj za zajtrk zmer umešane jajca, zraven salama, krsteniški sir, pa kruh. To je bilo kar vsak drug dan, že od majhnega. Močna hrana za zajtrk, ja. Za planine, ne? Kaj pa prosti časih vprašam? O ja, tudi tega imamo, pravijo. Na območju, kjer je še telefonski signal šibek, naraje kartajo, gorsko tišino na 1670 metrih pa preganjajo tudi z glasbo. Matevž odhiti v zgornje nadstropje in hitro postane jasno, zakaj. Jaz imam klele v rokah mojo harmoniko
Igram jo že od 5 leta naprej, ko pomejo jati, je pa čisto nova bila kupljena. Pogosto pa se takole krajšate čas z instrumenti. Ja, zvečer, če še kakšen domačin pride, pa ko je prosti čas, malo zaigramo. Svojo harmoniko ima tudi Veronika, Pika pa z jedilnega kota potegne kitaro in mi zabrenka v slovo. Skratka, muzikalna druščina 3 mladih, 13, 15 in 21 let, ki zna še petati kravam in bo to poletje v dolino poslala tono sira. Greva gor v hribe, vohat gorski zrak. 21. stoletje še znaš, razmišljam na poti navzdol in se zalotim, da si popevam. A ja, pa še to. Zdaj so na polovici svojih počitnic v planini in če koga zamika, ljudje dobrih delovnih navad so vedno dobrodošli. Ja, tu kakšne roke več zmeri pridejo prav, da nam pomagajo, ker včasih jih že malo manjka, včasih že malo teče od glave, ki to dela.